Ko je govora o alpinističnih spustih, nas večina pomisli samo na alpinistično smučanje, le redki pa tudi na alpinistično deskanje. Kljub temu, da sta dejavnosti nekoliko različni, je pristop do obeh podoben, skupna pa ima tudi želja po izzivu in pa sprostitvi. S katerimi besedami bi opisal svoje dojemanje alpinističnega smučanja in pa deskanja? Ja, to je podobno kot plezanje. To te potegne in ko te potegne, začneš to delati. Zdaj, od deskanja bom težko kaj rekel, ko v bistvu ne deskam. Ne? Zdaj, če pogledam skozi Marko Tačara, pač on je tako užival, kakor jaz, in če te nekaj povleče, te povleče in prav to delaš in nadgrajuješ in se učiš in v bistvu napreduješ, nadaljuješ pač to dejavnost. Ne vem, nekje pač se stvar neha, ne vem, ali se neha zaradi družine, ali zaradi enega, ali zaradi drugega, samo dokler imaš čas, pa to gre naprej. Kako bi pa primerjal razvoj na eni strani alpinističnega smučanja, na drugi strani pa alpinističnega deskanja pri nas? Ja, smučarjev je precej več, ne. Deskarjev, če po pravici povem, resnega deskarja sem poznal Markota, ker sta skupaj okrog dajala, ne. Zdaj, tle v naših koncih je Peter, sicer je sigurno še kak kje. Smučanje mislim, da je kar solidno šlo naprej, če pogledamo, ne vem, od začetnikov pa, ne vem, Karničar je ogromno naredil. Pol je bilo pa tu, pač so bili prebliski pri smučarjih od Ljubljanske Klape, Terčelj, Črnivec, pa tukaj na Primorskem. Ja, zadeva gre naprej in zdaj imamo tukaj v bistvu precej novih, nadobudnih, pač mlada ekipa, ki so v zadnjih 2-3 letih marsikaj presmučali, vmes je bilo pa neko mrtvilo. In jaz mislim, da je tu dobra popotnica za nadaljevanje alpinističnega smučanja in upam, da bo tudi kak border prišel zraven, zdaj tukaj enega že imamo, Poljanca. Mislim, da je še kak, pa upam, da jih bo še več. Ljudem je dobro poznano, da smo Slovenci smučali že iz več 8000-čakov. Malo manj je pa znano v bistvu, da smo tudi deskali iz enega od 8000-čakov. Lahko kaj več poveš o tem? Ja, v bistvu to deskanje z 8000-čaka je bilo mogoče malo skrito z prvim smučanjem z 8000-čaka, ker sta Karničarja smučala za Napurne. V istem letu, mesec ali 2 meseca kasneje, se je smučalo z Gašerbruma in deskalo z Gašerbruma. To je mogoče malo skrito. In če tako pogledamo, Davo je precej hodil v Himalajo z željo po smučanju z teh najvišjih vrhov. Uspelo mu je med drugim peljati z Everesta, kar je zelo dober dosežek. Sam deskanje pač Marko je bil in trenutno ga ni v zadnji in zato verjetno je tudi tole malo v ozadju, nekako skrito. Kako bi kot dober prijatelj in pa redni sopotnik v gorah opisal Marka Čara? Marko Čar je bil v bistvu predvsem dobra duša, zmeraj nasevejan, vesel, preprost. Nikoli ni svojih dosežkov prav kaj pretirano dajal na plan, pač kakor se je razvedelo, se je, kakor se ni, se ni. Predvsem je bilo z njim zelo lepo pa fajn se družiti, pa iti na ture, ko sem se enkrat z njim ujel, oziroma ko sta se midva ujela, sploh ni bilo debate, a je tu problem, mislim, a je določen detajl ali pa je taka problematičen. V bistvu sta si zaupala na 200% in to sva šla narediti. Pa ni važno, je bilo tu v naših hribih, a je bilo v Alpah, v Himalaji sicer skupaj nisva šla z vrha, on je smučal s Tomazinom dol. Marko je bil dobra duša in fajn človek. Pa dajva midva izpostaviti nekatere njegove dobre dosežke, če se že sam ni pohvalil. Ja, če bi jaz tako rekel, predvsem je prvi border, ki je smučal z 8000-čaka po eni taki malo bolj resni smer, prvi Slovenc, ki je deskal z takega vrha
in tukaj v naših krajih v bistvu ponovil več ali manj večino najtežjih smeri. Poleg tega pa, da je bil izjemno dober deskar, a ne, med drugim je bil tudi učitelj deskanja, je bil pa tudi zelo dober plezalec, predvsem ledni plezalec, in mogoče, da ti dosežki v deskanju lahko sploh niso bili tista špica, ki jih je on dosegal, da je on nekje ob plezanju v skal in v ledu mogoče imel še boljše dosežke. Sta do alpinističnih spustov imela kaj drugačen pogled in pa tudi pristop, glede na to, da je on deskal, ti pa smučal? Ja, pristop, ko sva se odločila, da nekam greva, sva šla. Nisva se nikoli spraševala, da ima on desko, je smučke. V bistvu je bila sva par v hribih, v strmih visinah in včasih mu je bilo treba malo pomagati okrog kakega vogala, ker z bordom pač je težko delati prečke, sem mu včasih poštamfal, ne vem, sploh nisva komplicirala. Pač ko sva rekla, da nekam greva, sva šla in sva to naredila. Kako pa izgleda neka smučarsko-deskarska tura? To je v bistvu specifika, to ni isto, kot greš v skalo, če je lep suh dan, pač je skala ponovadi zmeraj ista. Na smučarsko smer v bistvu imamo tu je zelo velik vpliv vremena, snega, kako se preobraža, kakšne so temperature, na kateri strani je. In v bistvu zlokrat greš gor zastonj, se moraš vrniti nazaj, zlokrat greš gor, moraš hitro smučati ali pa moraš dolgo časa čakati, da ujameš razmere. Pol še to, če je smer visoka, ne boš dobil nikoli enake razmere v celi smeri. To pomeni, da moraš znati in biti pripravljen na smučanje v trdem, v mehkem. Tukaj imamo pač veliko nevarnost plazov, zlokrat je lep smučati, takoj po novo zapadlem snehu, se moraš biti izjemno hiter in tudi včasih je tukaj noter skrit rizik. Ne vem, na nek način, ko padeš v feeling tega smučanja, pol nekako vohaš te prave razmere, samo zmeri se moraš zavedati, da ta smer še obstaja, da če ne bo v naslednjih ali pa v naslednjih 2 letih, bo čez 3 leta bojo not narejene razmere in ne smeti biti hudo, se obrniti pa reči, danes pač tega ne bomo presmučali. Je pa še to, midva v bistvu z Čarom so večino smeri smučala oziroma deskala tako, da je bilo to smučanju oziroma deskanju podobno, in če je bila smer, recimo določen del smeri, da ni bil narejen, sva rekla, bo prišla reči drugič. Pač, če je to za presmučati oziroma predeskati, bo to naredila tako, kakor je treba. Na varnost ste pozorni, ampak kako pa je s čeladom? Ja, ne vem, s čeladom, to v bistvu midva lih, kar se tiče čelad, nisva najbolj blaza vzgled in jaz mislim, da bi mogla imeti čelade. Je pa tako, v alpinistično smučanje sem jaz prišel z smučarskega vidika, v bistvu kot smučar, ne z tistega alpinističnega, ker sem zmeraj imel čelado, in kot smučar v bistvu nisem takrat, sploh še ni bilo na smučiščih čelad, tudi tekmovalci jih niso imeli, in ko smo šli smučati, si vzel cepin ali pa 2 in si šel gor in si smučal, in če si smučal, v bistvu sploh nisem nikoli pomislila, da bi bilo pametno imeti čelado s sabo. Čeprav v kakšnemu grabnu, pa v temu zaradi kamnov bi ti čelada lahko prišla prav, če si hiter, se temu izogneš. Ne vem, ni prav, pač tako sva midva, tak ritual sva imela in nisva imela nikoli noben tur čelada. Peter, ti si eden tistih redkih, ki po naših stenah in pa grapah vijugaš snežno desko. Kaj ti ta dejavnost pomeni? Pomeni mi v bistvu sprostitev, užitek.
podobno kot pri plezanju. No, pač čez polet grem plezati v steno, kopno, pozimi pa pač iščeš prehode snežne, da se pač spustiš s snežno desko. Da. Podobni občutki so, ni dosti razlike. Pač pa to, da si v hribih, da se imaš fajn. Kako se je pa tvoja zgodba s snežnim deskanjem sploh začela? Ja, ne vem, takrat opazil sem jih takoj na začetku, ko so se pojavili prvi deskarji pri nas. Potem je bilo pa, ker sem začel na smučišču, sem bil zelo malo, no, zelo hitro me je potegnilo v hribe. Hribi so me itak že odzmeram zelo privlačili. In pa se je to razvijalo v hribih, no, več ali manj. Nisem pač eden tistih, ko bi se držal bolj urejenih proh, ampak zmeraj sem nekako iskal svoje poti v hribe, tudi s snežno desko na hrbtu. Kako bi čisto iz tega tehničnega vidika primerjal alpinistično smučanje in pa deskanje? Ja, zdaj, če se jaz osredotočim bolj na deskanje, pri deski je tako, da je samo en robnik, ne? To je največja razlika med desko pa med smučo. Zdaj, en zavoj je v bistvu tudi psihične plati lažje, a ne? Je pa ta drug je toliko težji. Tako da sploh prečke znajo biti takrat, ko si obrnen z obrazom proti strmini, ko dol gledaš, psihično lahko malo bolj delikatne kot pri smučah. Je pa lažje to, ker roke imaš proste in v eni roki imaš ponovadi cepin. Ampak tisti cepin je spet bolj tako za psihično oporo. Ne moreš se lih zanašati, da se boš kar lovil na tisti cepin. Tole v bistvu je pa tako, kadar si enkrat vsak cilj, ki si ga zadaš, da boš pri smuču, moraš biti, rečemo 100%, da boš tisto speljal. In takrat, a smučaš, a deskaš, pač tista deska bo tisto naredil z desko, onka smučal pa smučal. Ni zelo velike razlike. Zakaj je lepo odhajati v gore? Zakaj je lepo narediti kakšen lep zavoj po gorskih strminah? Ja, ne vem, to so taki osebni občutki, ki jih je zelo težko razložiti. Predvsem je mir, ko ga dobiš na teh poteh v hribe. Dobra družba, prijatelji, pač tiste reči, ki se mi zdi, da mene osebno zelo veliko pomeni. Čisto tako preprosto, nič ni zakomplicirano pri tem. Kje se vidiš pa čez 30 let? Boš še vedno bordal oziroma deskal samo v hribih ali boš tudi kaj več na smučiščih? Ja, čez 30 let bom v penzionu, rečemo blizu penziona. Ja, še zmeraj bom deskal, ko sem trmast. Palce imam itak že zdaj, kadar hodim, tako da prav zelo se ne bo spremenilo, mogoče bo tempo malo nižji.